V današnji avtomobilnosti vam ponudimo idejo, da vašo boljšo polovico peljete malo naokrog, kar tako, za romantiko. Kot so nam zaupali sogovorniki na ljubljanskih ulicah, vožnja deluje povezovalno. Testirali smo zver iz Maseratija, skandinavca z več značaji in tik preden se upokoji, smo sedli v terensko specialko Jimnyja. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Bliža se Valentinovo in če za svojo boljšo polovico, katerokoli že, še niste izbrali pravega darila, je morda lepa priložnost, da ga oziroma jo kam odpeljete. Ker avtomobilska kabina je tudi v tem pogledu nekaj posebnega. Je od okolice izoliran prostor, dva sedita zelo skupaj, ne moreta narazen, če se vozita, in to so lahko trenutki, v katerem najdeta prijetne pogovore, ali pa je lahko tudi potniška kabina terapevtski prostor. Pred kakšnim tednom sva šla na smučanje, tako v bistvu spontano sva se odločila ženo in so se v avtu dobre stvari zmenila, tako da v bistvu bi dan potem zelo lep. Vedno, ko nekam greva, v bistvu, otroci zaspijo, midva pa se lahko malo več pogovoriva o odprtih zadevah. Pač tisto, kar bi si želel pogovoriti, ker ne moreš tekom tega, ker so otroci zraven, ker je več džumbo. Če hočeš nekoga imeti en čas na nekem mestu in je to tam in ne more nikamor iti, ga lahko tudi kakšno stvar vprašaš ali pa se on mogoče tudi taki odpre. Če hočeš kakšno tako pomembno temo načeti, pa te skrbi, da sogovornik ne bo ravno z veseljem sodeloval v nekem sporu ali pa v pogovoru, je fajn, če se zapreš v avto, ne, ali pa če se odpeljaš nekam dol, zaradi tega, ker veš, da nekako bo prisiljen s tabo govoriti o neki stvari. Ne. Sopotnik ne more nikamor pobegniti, v bistvu sta obsojena ena drugega. V avtu ne moramo vsi biti na tablicah pa na računalnikih in enostavno, če ne drugega, pač moramo pred sabo gledati, pa imamo neko tisto svojo minuto, da se lahko v miru pogovorimo. Naprimer, kaj se pogovorite? O prihodnosti, kaj sledi, za ne vem, prihaja drugi družinski član. Imamo skupno podjetje in že tam neke rešitve najdeva na poti do enega cilja, kaj in kako, ne. Pa v bistvu imamo čas, da se lahko pogovarjava, ne. Zaprt prostor, pa pač dosti blizu si, pa pač ponavadi se pelješ z ljudmi, ki ti kaj pomenijo, ne. Ali pa tudi, če si s tujci imaš dosti dobre pogovore. Če si nekam šel z avtom, si vedno vedel, da se bo nekaj zanimivega zgodilo, ne. Pa da bo fajn, pa da bo pestro, pa da prihajamo recimo nekim presenečenjem nasproti. Sigurno je avto en intimen prostor, ker že družina gre na dopust in se že na poti nekaj dogaja. Mi imamo eno to srečo v avtu, da imamo vedno gužvo. Mi vedno naletimo na gužvo. Pravljice smo poslušali, malo smo prepevali, malo smo se prepirali. Včasih z družino prepevamo, če imamo kakšnega dobrega DJ-ja, moja hči recimo. Moj prvi avto je bil Katrca, jaz sem imel band, jaz smo kontrabas in smo se s klavirjem električnim in violino, večevalnikom vsi not zaprli, poslušali muziko in hodili po Sloveniji in igrali. Tako da v bistvu je tudi neke vrste prijetno orodje za doseganje ciljev. Imate morda kakšen dober spomin na avtomobil? Ja, seks v avto, no. No, tega ne bi razlagal, ampak intimne zgodbice v avtomobilu so zelo intimne in doživete. Ne. Moja žena me je prišla iskat in me peljala v kino z avtom. To je bilo meni doživetje, res. Zakaj? Zato, ker sem lahko gledal, kako je lepa. A zaprosil me ravno ni? O tem ne bi, ne, tukaj moja žena. Spomni se, ko sem njo peljal na zmenek, ne, tudi to je bilo zelo doživeto in intimno. Tam mora biti tudi atmosfera in dostikrat se da to narediti. Se moraš kam zapeljati, kakšen lep sončni zahod v ozadju, potem pride samo po sebi. Ni pa avto samo priložnost za romantiko ali, kot smo slišali od enega od naših anketirancev, tudi za kaj več, kaj bolj intimnega, ampak tudi za recimo druženje s prijatelji, celo band, posel, kakšne nove ideje. Družina, prijatelje. Prav zanimivo je, kako imamo vsi kakšen lep, prijeten spomin na potovanje z avtom in s prijetno družbo, ne bo dvoje ali več, in kako se je potovanje zdelo kratko takrat, ko je bila družba dobra in kako se je vleklo takrat, ko ni, in kako si želimo včasih kar, da so kolone še daljše, če je družba dobra. A med vožnjo pa ima tudi tišina lahko prav posebne terapevtske učinke. Po
ponavadi smo v avtu, odkar imamo otroka bolj na tiho, da počivaš, da razmišljaš, da imaš 5 minut za sebe. Tako zato me za avto veže na tišino in na mir. Če kam dlje, potem največkrat družina spi, jaz pa sem v debati sam s seboj, pa se zelo dobro počutim. V bistvu mi je neke vrste oaza, ki lahko pobegnem, jaz se noč zaklenem in poslušam muziko, drugje nikjer ne morem, mislim, da res uživam v tem. V avtomobilnosti sicer nikoli ne pozabimo na varnostni vidik. In pogovor sopotnikov med vožnjo ima lahko zelo pozitivne prometno-varnostne učinke. Kadar so sopotniki pri volji, zelo rad tudi poklepetam in to me potem razvedri, da lahko dosti bolj sproščeno in manj utrujeno vozim. Pa vendar v avtobusih ne bi pisalo ne pogovarjajte se z voznikom, če za to ne bi bilo tehtne podlage. Običajno takrat, ko vozim. Tiste resne debate so mi kar problematične v avtu, zaradi tega, ker hočem razmišljati o tem, kje se peljem. Če jaz vozim, se moraš biti skoncentriran, oziroma nekdo mora voziti in pa tudi dialog mogoče ne teče toliko gladko, kot bi v neki drugi situaciji, ki bi se lahko na štiri oči pogovoril tako, brez nekih motenj. Je pa tako, ko si zjutraj voziš službo, do nekih zaključkov ne moreš priti, tako da najboljše takrat ne načenjati kakšnih težkih tem, ker jih ne moreš končati in potem se lahko konča to v kakšnem prepirčku. Seveda sem se skregal, zato pa imam izkušnje, kaj se lahko kdaj načne, kaj pa ne. Je pa avto oziroma avtomobilska kabina idealen prostor, da spoznamo svojega partnerja, svojo družbo oziroma s komerkoli se pač v tistem trenutku vozimo. Saj veste, v življenju te v nekem trenutku začnejo stvari motiti. Kako nekdo zlaga stvari v hladilnik, kako za sabo pospravlja v kopalnici, kako maže med na kos kruha oziroma kako ne ločuje odpadkov. Ali preveč ločuje odpadke. Ampak, če gremo še en korak prej, preden se še ne poznata tako dobro. Avto in predvsem vožnja lahko še posebej sovozniku veliko pove tudi o karakterju tistega, ki ga vozi. Če je med vožnjo agresiven, če trobi, če komentira vožnjo vseh ostalih, če med bočnim parkiranjem preklinja. Vse to nam nekaj pove o tistem, ki nas je prvič peljal na zmenek. In s kakšnim avtomobilom se pripelje? To pa mogoče več pove o tistem, ki ima visoka pričakovanja. Ne, jaz sem mislil o tem, kako čisti. To pa že pove več. Negovan čist avto, preveč negovan, preveč čist avto. Pa tudi daje napačne signale. Kako pa je z ekološko osveščenostjo? Torej je avtomobil neke vrste intimen prostor in priložnost za pogovor? Ja, definitivno. Tam si mogoče ravno, ko imaš družino, še to bolj vidiš kot pa prej, ko si mogoče bil še sam, pa si imel doma več časa, tako da ja. Je avtomobil nek prostor, ki je morda postal bolj intimnejši kot hiša? Ja, je. Torej nas avto povezuje? Da, avto nas povezuje. Nekaj zimskih vozniških užitkov avtomobilnost prenaša v pravljično planico, kjer v družbi snega, ledu in ekstremnih voznih pogojev prinaša tudi nekaj aktivne, dinamične zimske vožnje. Ampak preden gremo za tem odkrivanjem skrivnosti o dinamični vožnji naprej, poglejmo, kakšno zgodbo smo zgradili že do sedaj. Začeli smo na Finskem, v Ivalu, ko smo šli k specialistom za športno vožnjo. Potem smo pravila in zakonitosti varne dinamične vožnje prenesli na naše navadne ceste in dokazali, da se je moč z vsakim avtom peljati dinamično, varno in v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Potem smo vas, gledalke in gledalci, povabili v Planico, kjer smo skupaj z vami odkrivali skrivnosti legendarnega štirikolesnega pogona Quattro. Naša zgodba se je nadaljevala v Nemčiji, na dolgih ravnih avtocestah, kjer smo odkrivali skrivnosti varne, vendar zelo hitre vožnje. Nato smo v zgodbo vključili strokovnjaka, ki avtu zapiše športni DNK. Kako zelo ključnega pomena so občutki med vožnjo, pa bo v prihodnji oddaji podkrepil Goodyearov strokovnjak, kajti prav od gumarjev je vse skupaj v resnici odvisno. Da pa ne bo ostalo samo pri teoriji, vam z veseljem sporočamo, da imamo tudi letos na voljo nekaj mest na našem zimskem treningu občutkov v Planici. Prijavljanje na dogodek na spletnem portalu MMC na zavihko avtomobilnost odpiramo zdaj. Pohitite, mest ni veliko.
Verjetno se je zdelo ravno tako nedopustno, ko je Maserati ponudil prvega Quattroporteja, da bi znamka GT-jev in elegantnih kabrijev izdelovala limuzine. To je bilo takrat res drzno. A svet je Quattroporteja, torej 4-vratnika, sprejel. In v zgodovini je še mnogo primerov, ko so luksuzne znamke naredile netipičen avto. Recimo celo karavanskega Rolls-Roycea. Kajti ko si človek, ki ima že vse, nekaj zaželi, to dobi, tako ali drugače. Seveda je Levante presenetljiv le na prvi pogled. Danes so terenci tudi v luksuznem razredu nekaj običajnega, pravzaprav celo nekaj nujnega. In Maserati se je odločil, da bo svojega terenca ponudil ne v Quattroportejevem, ampak v Ghibli rangu. Levante je torej avto za okoli 100, ne pa za okoli 200 000 evrov. A italijanskega šarma mu res ne manjka. Lesene elegance tudi ne, nas je recimo zmotil kvečjemu Chryslerjev multimedijski vmesnik na sredinski konzoli, kar smo rade volje rešili tako, da smo ga nadomestili s CarPlayem, ki je v tem avtu deloval še bolj izvrstno kot v drugih. Je pa Levante tudi nekoliko večji in prostornejši od na primer Macana in podobnih, tako da že iz tega razloga posega nekoliko višje. Hvalimo vozne lastnosti. Levante namreč v ovinkih grabi, kot bi mu pomagal tisti rimski bog s trizobom, ki krasi osrednji trg v Bologni. So pa vozne lastnosti v precejšnji meri odvisne od izbire voznega programa. V osnovnem načinu komfort je namreč zelo udoben, za naš okus celo preveč udoben. Je namreč ukrojen po željah tistih, ki jim je najpomembnejše parkiranje z enim prstom oziroma še raje z avtomatiko. No, mi smo zato Levanteja praktično ves čas vozili v načinu sport. Kajti šele v tem načinu je Levante pravi klasični Maserati. Divji, bliskovit in v ovinkih kljub veliki masi kar lahkoten. Predvsem pa ta siloviti veter iz Modene v načinu sport ponuja tisto, kar ga uvršča visoko na tekmece iz Zuffenhausena in Coventryja. Namreč zvok motorja je močan, grob in zasvojujoče hrumeč. In ta zvok, ja, res je težko dojeti, da tega Levanteja poganja dizelski motor, pa mu zaradi tega čisto nič ne fali. Po oglasih vam postrežemo s testom Volvovega cross-country karavana in upokojitveno žurko terenske specialke Suzukija Jimnyja, pa tudi z novicami, ki ta teden prinašajo serijski avto, ki naj bi dosegal 500 km/h, stolp, ki iz ozračja posrka smog in mobilne polnilnice električnih avtomobilov. V nadaljevanju oddaje se posvetimo SUV-jem, tistim klasičnim, pa tistim malo manj klasičnim, dvignenim, malo bolj terenskim karavanom in pa enemu modelu, ki je v bistvu, kako bi rekli, že na nek način z eno nogo v penziji in samo še čaka na to, da bo zaključil svojo kariero. CC ni coupe kabriolet, ampak cross-country. In cross-country je bil prvi Volvo avtomobil namenjen vožnji po makadamih in razdrapanih cestah, torej Volvo za deželane. Nastal je še preden je avtomobilski svet zajela euforija SUV-jev. To je avto, zaradi katerega so nastali Audijevi Allroadi, pred kratkim celo Mercedesov All-Terrain. In lahko potrdimo, da so to tekmeci, ki jim Volvo več kot odlično parira. Tokratni cross-country je namreč moderni Volvo. To pomeni, da je luksuzen. Status je pri njem vsaj tako, v resnici pa še veliko bolj pomemben kot praktičnost. V kabini je vse skupaj na najvišjem nivoju. Les, usnje, high-end zvok, velik zaslon, vse je fino. Pričakovano je ohranil tiste lastnosti, zaradi katerih so ga vzljubile mame. Če smo konkretni, zelo bo všeč družinam z 2 majhnima otrokoma, malo manj pa tistim z visokoraslima najstnikoma. Tem družinam so namenjeni največji Volvovi SUV-ji, a teh v Volvovih propagandnih tiskovinah nikoli ne boste videli na slabih podlagah. No, tega cross-countryja pa boste. To je torej Volvo za vse, ki se redno odpravljate na izlete v hribe,
ki redno gobarite, nabirate borovnice, kostan, mah ali pa opazujete divje ptice in fotografirate šakale v naših gozdovih. Njegovi uporabniki najverjetneje ne bodo brodili po 30 cm v globoki vodi in izkoriščali 21 cm oddaljenosti od tal. Lahko pa poročamo, da smo tega 4-kolesno gnanega cross-countryja preizkusili tudi v zahtevnejših terenskih pogojih in se je kar dobro izkazal. Marsikdaj tudi po zaslugi kar 230 kW močnega in dizelsko prožnega bencinskega turbomotorja T6. Ta motor resnično ponudi tisto suverenost, ki si jo lahko privoščijo tisti, ki dovolj zaslužijo, da jim ni treba gledati na vsak obrat evrskega števca na bencinskem servisu. T6 je sicer lahko sprejemljivo varčen, a raje računajte na to, da vam bo prijalo poslušati njegovo rohnenje in zbujanje njegove dinamične plati. Saj ne, da bi bil V90 CC značajsko divji, vendarle je v svojem bistvu zgolj elegantni, tihi skandinavec. A med dinamično vožnjo ni težko doumeti, zakaj je reli doma prav na Volvovem polotoku. Cross country je namreč veliko več kot zgolj našminkan V90. Že po zaslugi tehnične nadgradnje, še posebej pa se to čuti v spremembi značaja avta. Izbirnik voznega režima torej v tem Švedu dejansko ima svoj smisel. Na španskem testnem centru INTA smo se pridružili 12 avtomobilističnim redakcijam, ki delujejo pod okriljem nemške založbe Motorpresse, najbolj znane kot izdajateljice revije Automotor und Sport. 12 redakcij, merilna tehnika in osmerica aktualnih malih SUV-jev. Tole niso športniki, tole so avtomobili, ki bodo najbolj všeč kakšnim mladim družinam ali pa recimo starejšim parom in seveda se bomo zato skoncentrirali prav na stvari, ki so zanje najbolj zanimive. Prostornost, praktičnost notranjosti, tudi poraba, tudi recimo infozabavni sistemi, to je tisto, kar bomo natančno preizkusili in kar bo najbolj vplivalo na našo oceno. Pri ocenah smo se zedinili v naslednjih izpostavljenih ugotovitvah. Z odlagališči je najbolj navdušil Crossland. Hvalimo, da je pomična zadnja klop serijska pri Capturju. Prostora za sopotnike je sicer najmanj pri najstarejšem Juku, najbolj udobna pa pri svežem Citroenu, ki pa po drugi strani nudi zelo slaba prednja sedeža. Najnižje se usedeš v Stonika, ta je še najbolj podoben klasični kombi limuzini, s tem nekako ne nudi tipičnega SUV-evskega položaja za volanom. Da novo ni samoumevno tudi boljše, kažejo vozne lastnosti. Za eno generacijo starejši Peugeot 2008 se namreč pelje bolj vozniško suvereno kot novinca Crossland in Aircross. Z vozno dinamiko v pozitivno smer najbolj izstopa Mazda CX-3, kar pa gre za bolj avanturistični avtomobilski razred, hvalimo izbiro voznega režima za vožnjo v težjih razmerah, ki je na voljo pri obeh Francozih. Motorno so bili vsi avti opremljeni z majhnimi bencinskimi motorji, po večini s turbo trivaljniki, najbolj varčnega pa ima Arona. Nova Španka je tudi zmagovalka tokratnega primerjalnega testa. Zmagala je z naskokom, prestol pa si je prislužila z dejstvom, da je odlične točke nabrala v vseh kategorijah in jih v nobenem pogledu ni izgubila. Tokratne novice začenjamo z ogrevanjem pred prihajajočim salonom v Ženevi. Znano je že, kako bo videti novi Mercedes razreda A in povsem očitno je, da bo potrdil trend, da morajo biti klasično oblikovani avtomobili značajsko pravi športniki. Novi A je vsaj od spredaj tako oster kot kupejevski CLS, v notranjosti pa prinaša revolucionarno novost, novi vmesnik, s katerim razred A postaja osebni asistent, ne pa samo udoben prevoz. Poleg nove Fabije bo ženevski salon postregel tudi s konceptom malega Škodinega SUV-ja. Ugibamo, da bo šlo za češko verzijo Seatove Arone. Sicer pa so Španci Cupro spremenili iz oddelka, ki običajnim Seatom vdihne bolj športen značaj, v lastno znamko avtomobilov z lastno značko na maskah. Seveda so tu novice vezane na električni pogon. Volvo recimo za naslednje leto obljublja športnega križanca s 500 km dosegom,
Če pa ta ne bo dovolj, mu bo vsaj na britanskem območju morda prišel na pomoč naftar BP, ki investira v razvoj mobilnih polnilnic. Ker pa električni avtomobili tako kmalu še ne bodo zmanjšali smoga v mestih, je tu ideja nizozemskega izumitelja Dana Rosegarda, čistilec smoga. Prve stolpe so postavili na Kitajskem, zdaj so se nad idejo navdušili na Poljskem. Na področje avtonomne vožnje spada novica, da je Ford patentiral samovozeči policijski avtomobil. Nekdanji Googlovi raziskovalci, ki zdaj delujejo pod imenom Nuro, pa so svojemu nekdanjemu delodajalcu pod nos pomolili koncept malega samovozečega tovornega kombija, seveda namenjenega za dostavo pic, za mestne kurirske storitve in podobne naloge. In tu je aplikacija, ki preprečuje vozniške napake, ki jih pogosto povzroči telefoniranje med vožnjo. Sistem AEB, torej sistem, ki pri nizkih hitrostih samodejno ustavi vozilo, če se pred avtom pojavi kaj nepričakovanega. Ta sistem preprečevanja naleta je z letošnjim letom postal obvezna oprema vseh novih avtomobilov v Koreji. V avtomobilnosti apeliramo na to, da dajmo Slovenci tej odločitvi čim prej slediti. V avtomobilskem svetu neznano ime italijanska družina draguljarjev in likovnih umetnikov Corbellati bo v Ženevi najbolj premožne Zemljane navduševal z najhitrejšim serijskim avtom vseh časov. Avto retro videza poganja 9-litrski 8-valjnik, ki ob pomoči 2 turbopolnilnikom ponuja okroglih 1800 konjičev, kar naj bi bilo dovolj za doseganje najvišje hitrosti 500 km/h. Predvidevamo, da na salonu v Ženevi ta rdeči lepotec ne bo potreboval nobene dekline, da bi privabljala na Corbellatijev razstavni prostor. Zagotovo pa že vemo, da bodo na štartu gume dirkalnikov Formule 1 odslej greli samo še za to namenjeni posebni grelci, ne pa več tudi brhke lepotice. Vodstvo F1 pravi, da ta mačistična praksa ne spada več v socialne norme moderne družbe. Jimnyjev naslednik je že na poti in roko na srce je res skrajni čas za to. Objektivno gledano je namreč ta mali Suzuki iz nekega povsem drugega časa. Da je zastarel, je morda nekoliko pregroba trditev, kajti vendarle gre za terensko specialko. A resnici na ljubo ne moremo mimo dejstva, da Jimny ne paše v družbo aktualnih avtov na trgu. Pa se sploh ne rabimo spustiti na varnostni vidik. Smerna stabilnost je porazna. Avto ves čas poskakuje in redno smo se zalotili, da smo vozili počasneje od omejitev. Kajti že pri 80 km/h so vrtljaji v primerjavi z današnjimi turbomotorji nenormalno visoki, hrupa pa nenormalno veliko. Pa tudi položaj za volanom je nenastavljiv, voznik sedi s stisnjen k vratom, stikala so vintage, oprema avta pa... saj Jimny v bistvu ničesar nima. Tokratni testni avto je pač terenec, ki je na ceste pripeljal leta 1998, ki pa takrat ni prinesel posebej opaznega napredka v primerjavi s terencem, ki je svojo pot začel že leta 1981. Res se sliši grobo, a Jimny je praktično 40 let star klasik. In verjetno si že mislite, da je to eden tistih prispevkov, ki se začnejo s hudo kritiko, končajo pa z ekstremno hvalo. No pa poskusimo. Seveda je tako jasno, da bomo Jimnyja lahko pozitivno prikazali kvečemu na gozdnih cestah, na tistih najbolj ozkih in najbolj strmih. V teh razmerah se Jimny obnese bolje kot veliki terenci, ki so pogosto preglomazni in ves čas drsijo ob vejevje in jih je tako težko obrniti, ko recimo naletite na podrto smreko iz nedavnega vetroloma. Seveda smo za Jimnyja lahko prepričani, da je na terenu zmogljivejši od modernih šminkerskih SUV-jev brez reduktorja. A koliko boljši je? Zagotovo dovolj, da bo še dolgo navduševal tiste, ki službujejo v gozdu. Jimny je namreč odlično orodje za slovenske lovce, gozdarje in še marsikoga. A zdrava pamet svetuje, da upoštevajmo dejstvo, da moramo majhen 1,3-litrski bencinski motor recimo v blatu vendarle vzeti nekoliko z rezervo, ne glede na reduktor. V večini primerov pa bodo številni mali SUV delo opravili dovolj dobro. Ocenjujemo torej, da je Jimny od vsakdanje prijaznejših SUV-jev občutno boljši kvečemo tam, kjer se v skladu z okoljevarstvenimi pravili ne smemo voziti. Saj bi bil za priporočiti, a kaj ko stane 17 000 evrov? Torej toliko kot recimo Vitara. Vzemite rajši Vitaro.
In avtomobilnost ne bi bila avtomobilnost, če ne bi vedno pogledali še malo naprej. Leta 2020, 2025, ko bodo prišli avtomobili brez volana in ki nas bodo po cesti vozili sami. Vprašanje, če bo to še vedno isti prostor za reševanje pogovorov. Ja, res vprašanje. Poglejmo, zakaj se tako hiti z uvajanjem avtonomnih avtomobilov. Povedali smo že stotine različnih razlogov, od tega, da bojo bolj ekološko, da bo nesreč, lahko jih sploh ne bo več, da bojo vrnila mesta nazaj meščanom, ampak enega, ki ga pa lahko povežemo z Valentinovim, pa nismo še povedali. En pomemben razlog za uvajanje avtonomnih avtomobilov je v tem, da se bo volan zamenjal z velikim zaslonom. In naenkrat se bo zgodilo, da potniška kabina ne bo imela več enake vloge, kot jo ima danes, ampak bo to postala dnevna soba. Dnevna soba pa ni enak prostor, kot je prostor v kabini. No, ampak v dnevno sobo se mi vračamo spet prihodnji četrtek, vi pa ta čas porabite tudi za ogled kakšnega videa oziroma kakšnega daljšega intervjuja na našem profilu na YouTubu, pa seveda ne pozabite na Instagram pa na Facebook. Se vidimo.